da si se odzvala v vabilu. Veselje mi je. Ja. Midva z Magdaleno sva se v bistvu spoznali na združenju podjetnic, nekaj tasga. In sem ugotovila, da se ukvarja z menopavzo, kar me je zelo hitro, nekako se mi je zdelo, da bi bilo pa tole za lani na kavi in sem jo lepo povabila. Tako da Magdalena se tudi ukvarja z delavnicami v podjetjih in tako naprej, pa kar predlagam, da se vseeno kar malo pohvalite. Ja, so tudi kakšni razlogi za hvalo, čeprav jaz zmeraj gledam naprej, kaj bi lahko bilo boljše, ne. Dejstvo je, da v bistvu 6 let delam na tej temi menopavze, oziroma kot jaz to malček bolj v celofan zavijem, izzivi srednjih let, ne, da ne vsi, menopavza, ne, ker je pač tabu tema. Začela imam lastno izkušnjo, seveda to je ena taka osnova, tako da sem ogromno raziskala, kako si pomagati, kaj lahko naredimo zase, da čim lepše prebrodimo to obdobje, ki je pogosto zelo burno. Dolga leta sem delala v farmaciji, tako da tudi nisem želela iskati tistih farmacevtskih pomoči, ampak čim bolj naravne. In sem seveda vso to znanje, ki sem ga nabrala, in kritičnost, ko sem šla skozi literaturo, se neka, ženske potrebujejo informacije, kredibilne informacije, kjer ne gre samo za prodajo nečesa. Te to znanje imam, zakaj ga ne bi naprej predajala, ne? In začela sem čisto po knjižnicah, ne vem, medgeneracijskih centrih, okrog po Sloveniji predavati. In potem sem rekla, zdaj pa vidim, da res ženske to potrebujejo, sem svoje podjetje ustanovila in začela delati predvsem z podjetji. Ker 1 na 1 se mi zdi dosti slabši izkoriščen čas moj, kot pa, ne vem, 20-25 žensk v skupini, ki jim lahko predam znanje, hkrati pa one v skupinah skozi debato izmenijo svoje izkušnje, svoje ideje, kaj lahko naredijo, kaj lahko izboljšajo, in potem kombiniram to še s coaching procesom, da si točno zastavijo ene cilje, kaj narediti za izboljšanje svojega počutja, za eno tako dolgoročno skrb za zdravje. No, saj ravno to, recimo, če pogledamo že od majhne punčke, recimo imajo skozi neki težavo, ker imajo starše nad sabo, ne. Potem zrastajo, imajo menstruacijo. Je spet ta neka težava, ker si skozi nekako. In potem imajo menopavzo. Zdaj so pa že toliko stare, da je že betežno in razvezano, ne. Tako da vedno je nekaj, kar nas nekaj matra in si želimo, da bi bilo drugače. Ampak je glih ravno to, da si lahko v vseh teh nivojih življenja pomagamo sami. Ja, predvsem s načinom razmišljanja, da poiščemo tiste pozitivne plati tega, ne. Ja. Se pravi, v času plodnosti vsaka menstruacija je v bistvu praznik, ker kaže na to, da jaz sem plodna, da lahko imam otroke, da nadaljujem svoj rod, kar je dragoceno, ne, če tako pogledamo. In to bo najbolj vedele seveda tiste, ko imajo enkrat težave z nositvijo. Ko te zgodbe poslušaš, vidiš, koliko je to, vsaka tvoja menstruacija, koliko je vredna, ne. In hkrati v menopavzi se to konča, ampak si pa lahko ponosna na vse svoje izkušnje, vso svojo modrost, ki si jo skozi desetletja nabrala. In je spet eno dragoceno obdobje, ne. Tako da vsako obdobje prinaša svoje pozitivne strani. Zmeraj pa najdeš negativne, ne, če jih iščeš vsak trenutek. Način, kako gledaš, to je tisto bistveno. No, sej. Kako pa se v bistvu začne kazati menopavza? Kako so te najbolj klasični znaki oziroma kako jo prepoznaš, pa predvsem seveda, kako to sploh izgleda? Ja. Zdaj, pomembno je vedeti, da se spremembe začnejo že dosti pred samo menopavzo. Menopavza, čistko strokovno gledano, traja 1 dan. To je dan, ko se začne zadnja menstruacija v življenju. Ko si 1 leto brez, se rečeš, to je menopavza in si že v postmenopavznem obdobju, kot se reče, ne. Obdobje tistih viharjev je pa perimenopavza, predmenopavzno obdobje, ko pride do nihanj hormonov. Da se to začne? To se začne po 40. Lahko tudi že po 35. Po 40. sigurno, zdaj odvisno od ženske. Lahko ima kakšne težave značilne, lahko jih nima. Prvi znaki so običajno pač motnje menstrualnega cikla, ampak to imamo lahko kadarkoli v življenju. Eno zelo hudo stresno obdobje, ena travma, pa se nam čisto poruši, ne, hormonsko ravnotežje. Tako da marsikatera ima že od prej izkušnjo in reče, pač nekaj se dogaja s hormoni, ne.
Lahko so to izredno dolge menstruacije, pa pogoste ali pa več časa med njimi, ampak to te včasih preseneti, ni pa tako naporno, kot so nihanja razpoloženja. In jaz bi skoraj bolj poudarila te prve znake v smeri nihanja razpoloženja. Ali da smo razdržljive, celo agresivne do okolice in do sebe včasih, ne? Ali pa jokave. Se pravi, zdaj sem v redu, naslednji trenutek dum v črni luknji in bi sam še jokala, vse je narobe, vse je brezizhodno, čez pol ure sem pa spet v redu. Ne? Ta nihanja, ki so povzročena z nihanjem hormonov. Ker vedeti moramo, da imamo mi receptorje za hormone tudi v možganih. Ne? In ko prihaja do nihanj hormonov, ubogi možgani se morajo na to prilagajati. Ni čudno, da včasih imajo dosti vsega. Ne? To je to. Ne? Se pravi, celo telo se odziva na hormone. In zato imamo lahko toliko različnih znakov in težav. Okay. Kako pa recimo poteka ta delavnica, naprimer prav za menopavzo? Zdaj tako običajno, ena varianta je sicer, da imam več delavnic, recimo 3x po 4 ure v enem podjetju, tako da je 4 ure delavnica, potem je recimo teden, 2 vmes, ko dobijo nekaj domačih aktivnosti za narediti, pa je spet naslednja in tukaj je tak celosten pogled, pokrijemo vse teme, ne? Od tudi dolgoročno, recimo skrb za zdravje kosti, možganov, srca in žil, tudi poslanstvo, odnosi, vse te stvari se pokrije. Ne? Lahko je pa ena osnovna delavnica, 4 do 6 ur, kjer se zmeraj povezuje teorija, rečemo temu, ne? Fiziologija, kaj se nam dogaja, delo v skupini, kjer se predebatira izkušnje in tudi išče ideje, kako izboljšati, in pa coaching proces, kjer je pa ocena življenjskega stila in poiščeš, kje želiš nekaj spremeniti in si postaviš cilje. Spravi, vsaka udeleženka si postavi cilje, dolgoročne, ampak tudi kratkoročne. Ne? Danes, jutri hočem narediti to v smeri tega dolgoročnega cilja, ker hočem izboljšati nekaj, kar zelo vpliva recimo na kvaliteto mojega življenja. Kakšna je bila pa vaša zgodba? Moja zgodba je bila, taka dosti tipična, tudi nisem imela, kaj se mi dogaja. Tako da začelo se je pač tiste motnje cikla, ne, ampak sem tudi hitro pogruntala, zelo stresno obdobje je bilo, služba, pač podjetje tik pred stečajem, taka zelo neprijetna situacija. In sem hitro videla, tudi ko sem te stvari porihtala, se mi je celo cikl spet normaliziral. Ne? In sem rekla, to je del tega. Ne? V resnici so pa že bile to predmenopavzne spremembe. In potem so me presenetile res motnje razpoloženja. Ker nisem vedela, pa sem biologinja, recimo, fiziologija mi je jasna, ampak nisem vedela tega, ker se o tem ne govori, da je to. Ne? Ja. In zdaj, ko gledam nazaj, si mislim, koliko bi bilo dragoceno, če bi prepoznala in samo sebe opazovala in si rekla, ok, saj ni enega racionalnega razloga, da zdaj jočeš, ko daš in se zaveš, da to so samo ena čustva, ki so te preplavila in ki bo minila. Ne? Recimo, take situacije, da malo znaš stopiti ven in pogledati z perspektive, če veš, kaj se ti dogaja. Ja. Če pa ne veš, si pa tam v luknji, ne? Ja. Ni pa tabletke, ne, da bi to... V bistvu je ni, ne. V bistvu je ni. Zdaj, tako kot dosti ginekologi nadomestno hormonsko terapijo, ampak to ni rešitev. Ker vseeno je to, lahko ti pomaga pri teh fizičnih težavah, ne. Ampak po drugi strani je to obdobje prehoda. Začnemo drugače razmišljati in fajn je, da se posvetimo malo bolj temu času, da se posvetimo sebi, ne. Da ne samo ene tabletke bom vzela, hormoni bo spet približno normalni, to je to, jih pač malo dodam in s tem sem rešila stvar. Ne, predelati to obdobje, ne. Ja, in je treba potem tudi znati čustva sprejemati taka, kot so, in z coachingom se to je lepo, recimo, zelo lepo. Tudi. In kar svetujem tudi ženskam, sploh pri teh motnjah razpoloženja, čuječnost. Zelo pomaga, ker ti se zaveš, kaj se s tabo dogaja, če si čuječ, prisoten v trenutku, ne? Če se opazuješ, potem lahko reagiraš. Če tega se ne zaveš, težko. Ne? Tako da zelo pomaga čuječnost in pa tudi za obvladovanje stresa. Recimo, ker stres nam lahko te težave zelo poslabša. Ker spravi hormone z ravnotežja.
jih v bistvu še pospeši. Ja, torej stres direktno, povišan kortizol, hormon stresa, direktno vpliva na spolne hormone, estrogen, progesteron, se pravi te, ki igrajo glavno vlogo pri ženski, lahko rečemo, ne. Direktno vpliva na to ravnotežje. Čisto fiziološko, ne. Super. Ker jaz sem namreč želela z vsem tem pompom, ki smo ga ustvarili zdaj tudi na TikToku, smo ugotovili, da je blazna tema, ta tabu, menstruacija, neverjetna. Sem rekla, da moram pač tudi jaz nekako nekaj začeti zares, ne bom rekla izobraževati, ampak vsaj malo izpopolniti te uboge otroke, ki so dejansko čist, ne upajo se niti mamam povedati. In je res pretabu, tako da sem rekla, ok, bom probala imeti tudi jaz neke delavnice za pripravo na prvo menstruacijo. Ampak je težko zmarketingirati, oziroma prišle bi, pa se jim ne da, pa so iz Maribora, pa se jim ne da voziti. Tako no, kar zalogaj. Ne? To je zato, ker je tema taka, ne? Seveda. Če bi bilo pa, ne vem, kaj lahko naredimo proti celulitu, ne? Bi bilo pa največ drugače. Ja, sigurno. Jaz mislim, da je tema taka, da se potem strah pred tem, da se odpreš, da spregovoriš o zadevah in to. Ja. Tako da še zmeraj držimo nekje zadaj te naše intimne stvari, v bistvu. Čeprav reproduktivno zdravje je bistveno, ne? In če se tukaj poruši hormonsko ravnotežje, se poruši kompletno ravnotežje. Ja. S tem, da je čisto brez veze, da se nas je neke narave, nekega čudeža praktično sram. Ali pa da se nočemo o tem pogovarjati, ali pa da se norca delamo. Ne? Tako. Ja, ker osnovna funkcija je ohranjanje vrste, ne, mislim. Ja. Čistko lahko zbanaliziramo, ne, ampak to, da imamo menstruacijo, je predpogoj za to, da imamo lahko otroke. In tudi v interesu družbe je, da imamo otroke. Se pravi, nam nudi tudi podporo skozi, recimo, menstruacija kot taka. Dobro, nekatere ženske v 7 minut funkcionirajo normalno, nekatere imajo težave, ne, bolečine, krče, PMS, recimo ta psihična nihanj, tudi to sprejeti pač kot del tega, spada k temu, da smo plodne, da lahko imamo otroke, da vzdržujemo družbo konec koncev, ne. Ja. To je to. Malo drugače pogledati na vse skupaj, ne samo ženske hormoni vas dajo. Ja, nas dajo hormoni, ja, ker pač hormoni tako vplivajo na nas, ne. Ja, sej to bi jaz rada dala tej družbi mladim, v bistvu, da drugače pogledamo na situacijo in da v bistvu si lahko še to, ker si lahko pomagamo pri tem, da se dobro počutim. Ja, znanje vedeti, kaj lahko naredim, da imam te hormone čim bolj uravnotežil, ker če poskrbim zase, na koncu tudi PMS-a ne bom imela. Bom poskrbela za to, da bom bolj stabilna, pa tudi si recimo prvi dan menstruacije vzela prost dan, čim bolj počivala, čim bolj tako, in skozi mesece se nam bo tudi ta vzorec spremenil. Če si recimo vzamemo en dan prost, ne? Oddih in to, in se telo spet spravi v ravnotežje, in prehrana, in gibanje, in sprostitev. Vse te stvari vplivajo na hormone in vplivajo na naše počutje. Ne? In zakaj si ne bi pomagali, če si lahko? To je pa druga zgodba. Sicer zmeraj je tako, da težko se je premakniti, nekaj spremeniti, ne? Ampak večkrat, ko slišimo eno informacijo, bolj nam tako počasi kaplja, tako kot voda kamen dolbe, ne? Počasi le se zmeraj bolj zavedamo, ne? Pa super se mi zdijo tukaj skupine. Že to, da imaš eno prijateljico, lažje skupaj delaš spremembe. Če pa ena skupina, ki deluje kot tim, en drugega spodbujaš, ne? Vsak ima kdaj slab dan, pa ima nekdo drugi božga, pa te spodbudi, da lažje napreduješ v eno smer, ki si jo zadal, ne? Zato pa delavnice, ne? Ja, da se res v skupini izmenjaš izkušnje. Ker jaz tudi včasih, ko imam po zaključku delavnice, ne, jih prosim, da podelijo, kaj mi je bilo najbolj dragoceno. In mi gre prav na smeh, da vem, da nisem sama v tem, da smo vse v istem, ne, mislim. Že to je tisti občutek, ne, da imaš družbo, da gremo skozi iste težave in potem podeli to izkušnjo. Ampak ta prva točka je, da smo vse v istem, potem pa reče, meni je bilo fajn, ker smo se pogovarjali, ne vemo, o temi, na primer, inkontinence, nehotenega uhajanja urina, ne.
ki je po 50. zmeraj pogostejše in to je pač tema, spet tabu tema, ne? Ampak da smo se pogovarjali o tem, kaj se da narediti, da ni nekaj, da rečeš, zdigneš roke, zdaj sem pa tam, ne morem nič narediti, ampak lahko, ne, od keglovih vaj do, ne vem, nekih posegov medicinskih, ampak naredim nekaj za kvaliteto svojega življenja, ne? Lahko naredim, imam opcije in pač mogoče pošparam pri nečem drugem in si privoščim ta poseg, ker bo zelo vplival na kvaliteto mojega življenja, ne? Tako malo na tehtnico dati, ne? Ampak ne obupati, videti, da se da in potem je enak pove, jaz sem pa to naredila in zdaj sem toliko boljš. Aha, super, ne, se da. Ja, se mi pa zdi, da ljudje kar, tako je, kaj čem zdaj, ne, in vržejo skoraj že malo puško v koruzo, ne glede na to, da si vsaj z informacijami najdejo, kje si lahko pomagajo, ne. Tukaj potem tista vloga coachinga, ne, da si ti oceniš malo življenjski stil, ne. Tukaj sem zadovoljna s tem, kako živim, ne, kako recimo zabava, fizična aktivnost, delo, ne, ampak tukaj imam pa res šibko točko, tukaj sem zelo nezadovoljna, zelo nesrečna, tukaj hočem nekaj spremeniti in ko bom to spremenila, bo pozitiven učinek tudi na ostalo. In kaj lahko tukaj spremenim? En velik cilj daleč, ne, ampak ko je treba to nazaj pomakniti na danes, jutri, lahko en majhen korak v smeri tistega cilja daleč, ne. Se pravi, majhni korak, zdaj mi to uspeva, zdaj bom pa še nekaj drugega. Pa na koncu pa bo težko. Ja, ampak res je vzeti en cilj in delati na tem, ne vse razpršiti 100 ciljev, ker potem ni nič, ne. Ampak to mi je zdaj najbolj kritično v tem trenutku, tukaj hočem delati. In potem ti da seveda koražo in motivacijo za naprej, ko ti nekaj uspe, ne. Pa tudi, če je to samo to, da 3-krat na teden grem na 1-uren sprehod. Ne? In že ko ti to uspeva teden za tednom, to mi je uspelo, zdaj bom pa nekaj bolj zahtevnega, ne. Torej ne preveč naenkrat pričakovati od sebe, drobne stvari, ne. Tako ko rečejo, ne vem, previsoka telesna teža, 5%, če jo izgubiš, ima že bistven učinek na tvoje zdravje. Ne? Se pravi, 5% lahko začneš sam s prehodom, na primer. Ja, pa malo čez večer, da naješ nekaj, da napadeš na nek cukor, ampak, ampak da, ne vem, grizeš korenje ali pa, mislim. Take, z malenkostmi se že da in je že en učinek, ne. In to je potem seveda vir motivacije tudi za naprej, ne, ko vidiš, da zmoreš. Tako da je treba tudi eno ta pravo strategijo ubrati za spremembe, ne. Da ne greš tako z glavo skozi. To sigurno. Kam je pa zaključek zginil? No, kakorkoli, Magdaleno lahko vidite tudi na pogumna.si, pa se vidimo naslednjič na Lalini kavi.